Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz komentatorskega mesta športnega parka v Spodnji Šiški v Ljubljani, kjer seveda pričakujemo začetek dvoboja 9. kroga prve lige Telemax Slovenija med Pravom in Mariborom. Zanimivo, glede na pogled na lestvico, gre za derbi na. Kdo bi si to mislil pred začetkom sezone, a znova slovenski nogomet, domači, klubski, dokazuje, kako zanimivo in izenačeno ligo ima. Laušič povratno podajo, brani Ljubej Fink, sprožil je Repas, krasna priložnost, potem pa še Cikošek in prečka rešuje domače. Maružin, Trdin gre v kazenski prostor, priložnost za Bravo! Kramarič, pa zdaj še on sama pregola. Skokovič, brez prekrška nad Kronavetrom, Milič do žoge, Milič proti Maružinu, Maružin pregola. Sam pred vrati je bil Loren Maružin. Kronaveter. Igrana kombinacija podaja proti Repasu, Maribor vodi. Maribor vodi z 1:0, 54. minuta. Tole se je videlo, da je bilo vse skupaj odigrano. Tam pa je Jan Repas ostal, pogledajte, popolnoma sam. Zamujal je Luka Štor, takole Kronaveter in potem Repas. Maribor vodi z 1:0. Zdaj vidimo Svetlin, zdaj dobra podaja, priložnost za Kurtoviča, ki pa je sprožil pregola. Lepo je našel Repasa, Repas, pa zdaj Baturina, strel Baturine mimo vrat. 0:1. Odločil je gol Repasa v 54. minuti. Tule vidimo statistične podatke, na koncu celo več strelov za Bravo. Mariboru je pripadla posest, skratka. Ja, v moji družbi iz tabora Brava, Gašper Trdin, vsaj glede na razmerja moči na igrišču, se zdi, da ste kar razočarani, oziroma da ste lahko razočarani, ker danes niste osvojili točke. Se tudi vam tako zdi? Pa ja, mislim, da smo lahko razočarani. Imeli smo 2-3 mrtne šanse proti Mariboru, to če ne zadaneš, nimaš tle kaj iskati, ampak škoda, nimamo kaj. Kaj je tisto dobro, kar boste z današnje tekme vzeli naprej v nadaljevanje sezone? Pa ne vem, mislim, da iz tekme v tekmo prihajamo več v šanse, zdaj pa treba samo popraviti realizacijo, pa gremo dalje. Najlepša hvala in srečno. Tako nekako je izgledalo, vsaj kar se tiče z našega pogleda, da je bila tole kar težka tekma za Maribor, da igra ni stekla, ampak na koncu so tu 3 točke. Tako pomembno je v tej fazi sezone ravno to, da Maribor zmaguje tudi, ko še ne igra tako, kot bi se verjetno želeli. Ja, res je, vsi vemo, v kakšnem stanju smo, ni to vse idealno in brez teka, brez borbe ne bo nič. Tako da tudi danes smo pokazali, da smo se pač borili za ta grb, za mesto in tudi mislim, da na tak način lahko zmagujemo tekme, sploh zdaj, kar nam ne gre. Tako da ja, za nami je ena izjemno težka tekma, Bravo je igral odlično tekmo, imeli so nekaj priložnosti, na našo srečo niso zadeli. Kar se tiče vašega zadetka s prekinitve, je bil to plod dogovora pred tekmo ali bolj trenutna inspiracija? Ja, imeli smo neko podobno akcijo v glavi, ampak na koncu je Krona videl, da sem sam na 16 metrov in pač zaradi njegove odločitve v bistvu gol padel. Najlepša hvala in srečno.